Danes sem razmišljala, da že ful dolgo nisem povedala kaj o zidanci. Naredila sem en vlog 2020, ko sva s Klemnom v bistvu prvič prišla sem zaradi moje karantene in v bistvu od takrat ostala v zidanci. Pa bi zdaj sem rada še enkrat tak recap naredila. Torej, to zidanco so zgradili moji stari starši in moj oče leta, ne vem, v 70-ih, 75, mislim, da je bila zgrajena. In je zelo basic zidanca, nima izolacije, WC na štrbunk, tuširamo sezone. Tudi noter je bila opremljena pač basic, kako so zidance opremljene. In menjajo torej zdaj on-off rihtava, vsako sezono kaj spremeniva. Največja sprememba je bila potem lani spomlad, ker sva cel zgornji štuk sva zamenjala, torej po tleh je bil topli pod, sva dala laminate, po stenah sva potrgala stran les, vse sva prebelila, dala noter novo pohištvo, tisto, ki je bilo meni všeč, kakšni stoli, pa tu sem dala vse prenoviti, oziroma sem s pomočjo očeta sama prebrusila in ponovno pobarvala. Tudi je bil en ful lep proces tega, da sva osvežila zgornji prostor in zdaj nama je zgornji prostor res tako, meni je ful lepo noter bivati, zelo se dobro počutimo. Kar pa ta zidanca ima je še spodnji del, ki je klet v dveh delih. In sicer sprednji del je bil lani zelo veliko v uporabi. Gostili smo kar nekaj ljudi čez poletje, več najinih kolegov, ki so spodaj celo spali. Vse sva ščistila, prebelila, noter je raztegljiv kavč, tepih sva kupila, tak ful velik lep, pralni stroj sva kupila in je v bistvu spodnji del bil res tak funkcionalen in za bivanje. En del imel tako še črno piko, ki se res ga nisva lotila do zdaj. In tu je zadnji del kleti. Zadnji del kleti, kjer se je včasih dejansko delalo vino. Ta zidanca je na hribu, kjer je zelo velik skal, tako da zadnji del zidance v bistvu sloni na skali. Nima hidroizolacije, tako da je kar taka vlažna plesnova klet. In noter je bilo polno enih pripomočkov za vinogradništvo, ki se ni uporabljalo že leta in leta, ker smo vinograd tudi posekali par let nazaj. Tako da v to klet, ki je v bistvu sploh ni mejhna, smo medva 2 leti sem tlačila nekam stvari, pa neke gajbice z orodjem, pa tako, ampak nikoli se ji nisva posvetila, ker sva se z drugimi stvarmi ukvarjala. In že ko sva se v bistvu vračala s kombijem domov, sem vedela, da to bo moj projekt pred zimo, da želim to klet urediti, torej podariti oziroma prodati stvari vinogradniške, jo sčistiti, prebeliti na novo, namontirati nove poličke in narediti tak storage space. Tako da jaz sem se lotila tega najprej tako, da sem vse pokerhala, kar je bilo v redu, ampak v bistvu mi je potem nekdo povedal, da bi bilo fajn še z varikino pošpricati in pa mogla še enkrat kerhati, vmes pa treba še sušiti. In potem, ko sem vse to že nekaj začela delati, je Klemen mi še rekel, da ful preveč omet odpada, da v bistvu moram omet še prej zdrgnem dol. Tako da to me danes čaka, polovica kleti me še čaka špohtenom, da omet zdrgnem dol. Potem bom danes pošpricala z varikino, jutri predvidevam, da bom skerhala še enkrat in potem se bo klet sušila kar nekaj časa, imamo ta razvlaževalec zraka, tako da hočem, da se dobro posuši, preden jo prebelva in potem se dejansko lahko stvari nazaj začnejo dajati. Tako da, to je kratek uvod, sita sem, kavico sem spila in zdaj vam pokažem, kako to izgleda. Je kar v rasulu, ampak tako to je, ne, ko nekaj renoviraš. Vem, da bi najbrž mogla imeti kakšno drugo masko, ampak pač je nimam. Tu je maska, ki jo imam in akcija. What do I do if he loves you truly? Sedje ne bom nič naredila. Dogzi. Špricala pa bo kabel, če pride vmes voda. Špricala. Jaz kje frem boš, ne? A ja, tu.
Jaz tam pač na ramic, ker grem. Nikoli ne sme iti vroče v kemper. To je prvo, pač da recimo tle je topla, tu pa je hladna. Ta je pa malo bolj sfrlužen. Pa vendar. Še da do teh zobčkov probaš prideti. Rok mučet pa sti že dobre vole. Pa se lahko delamo, kaj čuva. You're so fast, you can do it by yourself. Ne gre, da je pomagati. Ne vem, sem prepozabil, da ga imamo, doma tako kot nismo imeli. Je ful gremen krompirja stran. Super ti gre, Klemen. Zaštekam, da bomo šli tukaj cajt v lifeu. Da se izognemo kakšnim. Zdaj si šel samo temo. Glej ga. Sem ga? Fuck, kako je velik. That's what she said. Tole bo pozitivno hvala. Mame. Aleš je na dodatek napisal. Odlično, brez pripomb. Wow! So you have to share it.